Prav lepo pozdravljeni na tem lepem dogodku ob svetovnem dnevu Downovega sindroma. Moja ali pa naša gosta sta tokrat avtorica te čudovite knjige Nisem kot drugi, Dragica Kraljič. Dragica, dobrodošli. Hvala lepa. In njen sin Janek. Janek, živjo. Reči živjo. Janek je že utrujen. Ja, dolgo pot. Dragica, mogoče najprej za uvod, ta 21.3. je datum, ki pa je res povezan z tem stanjem, vse to je stanje, ne, Downov sindrom. Tako, ja. Na kakšen način? Ja, torej dovolite mi, da vas še jaz pozdravim v svojem imenu. Predvsem bi se vam rada zahvalila, ker ste prišli danes tukajle in nama namenili svoj zelo dragoceni čas. To je edina stvar, ali pa darilo, ki jo nikoli ne morete dobiti vrnjenega nazaj. Vsako darilo se da, lahko vrneš ali povrneš, časa pa ne, in to je res najbolj dragoceno. Moram reči, da sem v svojem življenju govorila pred veliko različnimi skupinami ljudi in da sem redko imela takšno tremo kot danes, ker na kakšnem seminarju so ljudi, se veste, malo naterali, so morali priti, vi ste prišli pa iz svojih notranjih vzgibov, a ne? In to je še toliko bolj dragoceno. Res vam hvala. 21. marec je mednarodni dan Downovega sindroma, prvi pomladni dan, pa verjetno še kaj, ne vem. Ja, prazna luna, ne, to tudi, to je zelo pomembno pri nas. 21. marec ni izbran kar mimogrede, ampak nam datum pove trisomija 21, ne, 21. kromosom. In na 21. kromosomu se v primeru torej genetske anomalije Downovega sindroma prilepi še en kromosom in so trije, a ne. In trije kot marec, tretji mesec. Tako da je prav simbolični datum in ko mi je Igor povedal, da ni ta datum bil načrtno izbran, a ne, se mi je tako zdelo eno tako čudovito naključje pravzaprav, no. Jaz se še moram tukaj zahvaliti tudi Igorju. Midva sva se danes prvič videla v živo, a ne, drugače sva si pisala in tako. In moram reči, da kakor tudi sledim njegovemu delu, je en tak pravzaprav tudi dragocen človek, se mi zdi, no, ne samo za otroke s posebnimi potrebami, ampak mislim, da kar za to območje, ali kaj bi človek rekel. Jaz sem tudi prebrala knjigo v zakulisju, ker mi jo je poslal, in moram reči, da pri vseh svojih izkušnjah, da ne rečem mnogo letih, ki jih imam, a ne, moram reči, da jaz vseeno nimam take hrbtenice pokončne kot on, in zato so stvari, s katerimi se ne ukvarjam, ena izmed njih je politika, a ne, razen takrat, kadar gre res za najšibkejše, a ne, drugače pa imam zelo tanko kožo, vedno bolj se mi zdi, no. Z leti pa človek dobi tudi debelo, ne? Pri meni gre vse v drugo smer, očitno. Dragica, preden bova midva še kaj več povedala o življenju z nekom, ki mu lahko rečemo, da ni kot drugi, ne? Greva še malce nazaj, ne? Zdaj živite sicer v Bovcu, zdaleč ste prišli sem, sta prišla sem, no? Ampak ste pa Štajerka, ne? Ja. Pa taka družina, ne, kjer je bil pa alkohol doma, ne?
Ja, to verjetno za Štajersko ni nič kaj posebnega. No, vsaj 60 let nazaj, ali 62, ko sem se jaz rodila, je bilo še bistveno drugače. Res je, da so družine, pa da so bile družine, ki so bile izrazito nefunkcionalne in da je alkohol tudi še danes, zdaj ne vemo v kolikšni meri, krivec za mnogo težkih stvari v življenju. Ampak to nekako včasih je ovira, ampak ni treba, da je ovira. Vedno človek lahko najde kakšne drugačne poti, popolnoma drugačne in nekako spelje pač to življenje. Je pa res, da otroštvo je zelo pomemben del vsakega človeka. Zdaj, kaj pa potem s tistim narediš, je pa zelo veliko odvisno od posameznika, pa tudi od tistih, ki človeka podpirajo. Torej, če ima neko mrežo, da podpira nekoga. To je recimo pomembno tudi zdaj, ko živiva, in potem, ko se je rodil Janek, so pomembne stvari, da človeka ne pustiš samega. Jaz nimam korenin, zaradi tega psihologi bi rekli, da je z mano zelo veliko še zdaj narobe, jaz ne mislim tako. Kamor me postavite, glavno, da sva z njim skupaj, in tam se da živeti čist v redu. Zdaj smo v Bovcu, Bovec je, saj veste, kje. V Kurji Riti. Kar precej daleč, ne? Daleč. Ampak danes je bil kar tako mal izlet, ne? Mislim, da sta šla tudi skupino, ne? McDonald's. Janek gre rad v McDonald's, ne? Si kaj jedel v McDonald'su? Je bilo dobro? Povej, če je bilo dobro. Kaj si jedel? Dobro. Malo vznemirjen. Vedno si tako. Je pa tudi ponosen, ga vidim, in to je tudi. Midva imava v Ljubljani, kjer sem delala 38 let, v ljubljanskih vrtcih, tudi z otroci s posebnimi potrebami. Na koncu sem bila 16 let ravnateljica enega vrtca. In v Ljubljani so nam ostali, midva nimava veliko ljudi, ki so ostali z nama. Imamo pa zelo par dobrih prijateljev, kot sta Drago in Radmila, in vedno imava pri njih kosilo in vse, kar si zaželiva. O McDonald'su pa Janek pove. V knjigi, ki je nekako nastala po vaših kolumnah v Jani, kjer še tudi zdaj lahko vsak teden preberemo kakšno novo kolumno o vajinem življenju, ker se vam sproti dogaja, to lepo zapišete. V tej knjigi ste vse lepo popisali, je res zanimiva knjiga, jaz sem jo bral v Dalmaciji lansko leto in potem sem midva tudi naredila intervju za Reporter. In tam sem vas jaz tudi vprašal, vi imate tudi sina starejšega, in kakšna je razlika recimo 30, 40, 50 let nazaj, ko so se družinam rodili otroci s posebnimi potrebami, tudi recimo z Downovim sindromom. Je zdaj kaj drugače, kot je bilo recimo 50, 60 let nazaj? Gotovo, da je bilo drugače oziroma da je zdaj drugače. Tudi znanost pred 50 leti še ni bila tako razvita, in tudi metode dela z njimi, pa tudi ostali ljudje niso bili še tako osveščeni. Je pa nekaj zanimivo, vsaj tako kot jaz čutim,
vsi ljudje imajo možnost pogledati, kaj je Downov sindrom. Na internetu najdete vse povsod, polno informacij, tudi v knjigah, revijah in tako. Kaj je Downov sindrom, zakaj se zgodi, zakaj različne bolezni ali pa stanja, da imajo otroci ali pa ljudje posebne potrebe. In kaj je tisto v človeku, v ostalih ljudeh, kako naj rečem, normalnih ljudeh, pri ostalih ljudeh brez posebnih potreb, kot pač mi razumemo, kaj je tisto, da jim nekako ne morejo sprejeti pač drugačnosti ali pa kaj. Zdaj v literaturi pač pravijo, ne, to je strah pred neznanim, pred ne vejo odkot in kam, ampak to se lahko pač človek poduči. Ampak dejstvo je, da ni to samo pri nas, da je to verjetno povsod. Jaz nažalost ne bom tako dolgo živela, da bi vedela, kaj bo to čez pač ne vem koliko let, ne? Ko morda pa morda ne bo več otrok s posebnimi potrebami. Vi veste, recimo za Downov sindrom na Islandiji, mislim, da se skoraj več ne rodijo, ne? Ker imajo na razpolago starši, mame, te prenatalne preiskave in se pač odločijo za kar imajo seveda pravico, absolutno, da se odločijo in ne donosijo pač otroka, recimo v tem primeru z Downovim sindromom, pa tudi v drugih državah. Odkar nekako znanost ali pa javnost ali pa ne vem kdo pač se natančneje ukvarja s temi stvarmi, je v vsaki družbi ali pa v vseh družbah od 3 do 5% približno, a ne, vedno otrok z motnjami v duševnem razvoju ali pa otrok s posebnimi potrebami. Zdaj je očitno teh manj, a ne, je pa očitno več otrok, ki imajo pa drugačne težave, a ne, ADHD in te stvari. Tako. Kdaj ste v redu. Kdaj ste pa vi recimo vedeli že, ko ste bili noseči, da se bo Janek rodil z Downovim sindromom, ali ste se potem pač, ko ste rodili, s tem soočili? Janek bo star zdaj 32 let in pred 32 leti še ni bilo take diagnostike, a ne, kot je zdaj. Vem, da so takrat še teste, da Downov sindrom, teste krvi morali pošiljati v Zagreb ali pa v Graz, da so ugotovili, če je torej za izvide. In jaz sem bila stara 30 let in jaz sem vedela, da je nekaj narobe, a ne, ampak ker so bila takrat pravila takšna, da pred 30 letih nisem bila še starejša mati, za katero bi bilo več možnosti, da bi se otrok rodil z Downovim sindromom, so mi vsi zdravniki rekli, vi ste malo histerični, ker delate z otroci s posebnimi potrebami in zdaj mislite, da boste še vi takega imeli. No, in jaz sem vedela, da je nekaj narobe, to je ta psihološka indikacija, se reče temu. Pač mame nihče ni poslušal v tem primeru in tako pač je, a ne. Zdaj, če me sprašujete, kaj bi bilo, če bi mi povedali že prej, med nosečnostjo, ne vem, tega odgovora pa res ne vem in mislim, da nobena ženska ga ne ve, dokler ni postavljena pred dejstvo, a ne. In kako se je potem bilo soočiti s tem? Ja, to so težke stvari, a ne, verjetno najtežje za eno žensko. Tisti hip, ko se je rodil, sem jaz vedela, da ima Downov sindrom in sem rekla zdravniku,
a ima Downov sindrom, je rekel, ne vem, bodo testi pokazali, saj veste, ne. Tako so me tolažili in pol sem se še začela jaz malo tolažiti, ne. Če zaprem oči, pa ne bo več tega, pa takole. Ampak verjetno je bilo meni lažje, ne. Jaz sem v tistem trenutku mi je bilo jasno vse, kaj se bo zgodilo naprej. Videla sem svoje življenje, da bo zdaj čisto drugače in mi je bilo bistveno lažje se s tem spoprijeti, si mislim, kot pa kakšni mami, ki rodi tega otroka, pa nič ne ve o tem, a ne. Tako da, tako smo šli dan po dan, korak po korak, smo korakali in prekorakali. No, prej, ko sem vprašal, kako so včasih sprejemali, jaz se svoje mladosti spomnim, pa tudi mogoče iz otroštva, vedeli smo, da je v kakšni družini kakšen otrok s posebnimi potrebami, ampak mi imamo zdaj srečo, mi imamo tu varstveno-delovni center, že 40 let skoraj da deluje in se dnevno srečujemo s temi ljudmi, smo prijatelji, drug z drugim se objemamo, gremo skupaj v kino na kakšno tekmo, ampak takrat se mi pa zdi, da so nekateri še skrivali otroke. Tega zdaj ni več, ne? Ali pač še? Jaz mislim, da zdaj ne skriva. Mislim, da zdaj se ne skrivajo več otroci. Res pa je, da mislim, da večina staršev ne rada govori o tem, no. Ne vem zakaj. Jaz mislim, da če je edina možnost, da širša družba nekako sprejme te otroke, pač jih moramo pokazati, moramo govoriti o njih, ljudje jih morajo spoznati, a ne, drugače pa res jih ne bojo nikoli ne sprejeli. Zdaj, če bo zaradi mene, pa mojega današnje poti iz Bovca do Zagorja, zaradi knjige, zaradi kolumne, eden človek spremenil, pa bo si rekel, je bela, pa enkrat bom pa šel ven VDC, pa jim, ne vem, pogledati, kaj delajo. Jaz s tem sem naredila pravzaprav vse. Mogoče bo pa jih še več, ne vem. Glejte, meni se tako zdi, a ne, glejte, tisti, ki ga še ne poznate, čeprav jaz mislim, da danes smo tukaj vsi tisti prepričani, a ne tisti, ko bi jih morali še prepričevati, tak je vedno, na žalost. Človek je tako kot vsi ostali, topuje, ne laže, ne krade, nima nerazumnih želja, skromen je in ne vem, nič ni drugačen od nas, a ne. Zdaj pa, če ne bere ravno Tolstoja, pa to pa, ne, vsega jaz tudi ne. Tako da nikomur nič nočejo, razen radi se objemajo z dobrimi ljudmi, a ne. Mogoče je to tista napaka, ker naša družba gre vedno v neko skrajnost, a ne, da moj osebni prostor, a ne morete pač priti. Mogoče v tem stilu. Rekli ste, ne, sem malce poslušal, je takšen kot drugi, ne laže, ne krade, ne. To je pa res, a ne. Ja, drži za njega, ne. Mogoče pa za v tistih, ko jaz kaj napišem, ne, pa že včasih ne. To malce ošali. Ja, vem, od tistih pa ne želim niti besede, ker ni vredno, ne. Ampak od tistih je odvisno tudi, ne, na nek način, kako je poskrbljeno za take družine, pa tudi za take osebe, ker verjetno tudi vi kdaj pomislite, kaj pa bo z Janekom, ko mene več ne bo, ne. Ja. To je res, a ne, zato sem prej rekla, da se ukvarjam s politiko, tisto, kar je recimo pomembno za njega ali pa pomembno za otroke s posebnimi potrebami. Spomnim se pred nekaj leti, ti otroci z zmernimi, težkimi duševnimi motnjami, a ne, so pri 18 letih razglašeni za nesposobne za delo, a ne.
opravilno nesposobne tudi, a ne, kar pomeni, da ne volijo. In takrat imajo denarna sredstva eno invalidnino, a ne. No, s tisto invalidnino, ampak jaz sem hvaležna za njo, itak ne morejo preživeti, ampak saj ni problem v tem. Problem je v tem, da so takrat hoteli to invalidnino in dodatek za postrežbo spremeniti kot socialno pomoč, kar pomeni, da bi nekoč, a ne, če bi imel pač on kako premoženje, mu to država vzela, a ne. Jaz sem takrat napisala tudi en članek, no, tisti mislim, da je bil tudi presedan, saj tako so mi povedali, a ne, da to boljš, da pol vse skupaj vzamejo, a ne. Namreč zakaj naloga države ali pa družbe je, da poskrbi za najšibkejše, a ne. To je iz Grčije, a ne, tako je pač nastala država, ker drugače jo ne bi bilo treba. Vem, da je pri nas marsikaj drugače, a ne, ampak to, da bi pa nekako otroke za socialne podpirance naredili, kar seveda kdor mora biti na socialni podpori, je potreben pomoči, a ne, ampak ne jaz, pa pravzaprav nihče ni kriv, a ne, da se je pač rodil takšen, a ne. In ne morete zaradi tega, ker on ni sposoben delati, a ne, če bom jaz mu zapustila hišo, a ne, da mu jo pa pol država vzame, a ne. Jaz mu bom pustila hišo nekomu, da bo za njega skrbel, ko bom jaz gotovo šla pred njim, a ne. Da mu ne bo treba v zavod ali pa, ne. To je skrb, ja. To je verjetno največja skrb vseh staršev, a ne. Zdaj, starši resnično najbolj poznamo otroka, vemo, kdaj mu je hudo, vemo, kdaj rabi objem, vemo, če ne zna artikulirati svojih čustev, ko ga vidimo, vemo, kdaj mu je težko, kdaj je žalosten, a ne. In najhujše je recimo misel na to, da bi, jaz sem zdaj z njim in ga lahko branim, a ne, vsi ljudje niso dobri na tem svetu, a ne. In marsikdo bi ga lahko zaničeval, poniževal, se mu posmehoval, on bi pa mislil, da ga ima rad, da se mu smeje, a ne. To smo velikokrat doživeli, a ne, in verjetno je največja skrb staršev, kaj bo, ko nas ne bo, a ne. Zato si želimo, da tisto, kar imamo, pustimo nekomu, da bo tako približno tako skrbel za njih, kakor mi, a ne. Janek je odraščal tudi ob bratu, zdaj ima tudi nečakinje, ne? Oziroma vi imate dve vnuka in vnukinjo. Ja. Ne? In kako so se pa oni z njim, pa kako se Janek z njimi nekako spoprijateljil, navadil živeti? Janek opazuje mene, opazuje odrasle in on si tudi želi ravnati tako kot mi, on tudi si želi, da bi bil tako jaz, tako vi, a ne. Posnema, kaj jaz rečem trgovini, tudi on, pol, a ne, če prvo je pa takole. Tako je tudi opazoval ta dva moja vnuka ali pa njegova nečaka. Janek je tako kot marsikateri otrok z Downovim sindromom bolj občutljiv sluh ima, čeprav slabše sliši, ampak nekateri toni ga bistveno bolj motijo. In ko sta ona dva cvilila dojenčka, smo jih morali ali enega ali pa drugega odstraniti. Ampak zdaj že manj cvilita vnuka, tako da zdaj so že bolj prijatelji.
Janek je zelo skrben otrok, veste, on zelo zlaga stvari, sploh svoje stvari, a ne, svoje oblačila in tako, ima rad pospravljeno hišo in kadar pridejo naši ta mladi, celo hišo razmečejo in on ima dela še pa še. Da potem mami ni treba. Ne? Ja, nekaj tak. No, Ja. Janek ima pa eno značilnost, ne, da ima rad kariraste srajce, pa rad togo nosi, eni niste teniske, ne, in po vam včasih, to ste tudi napisali, kdo reče, joj, tale mama mu pa nič ne kupi, ne, kaj novega, ne. Pa ni tako, ne. No, danes nima kariraste, ne. Boljš, da vam ne povem, odkot je ta srajca, pa od kdaj. Zdaj ne vem, zakaj ima taki okus, ker jaz ga nimam, no, ampak zelo so mu všeč kariraste srajce. In čas reče, ko kanadski drvari, zdaj ne, ker ima malo večji trebušček, bilo boljše, da bi imel pokončne črte samo. Težko. Tako, rutina, ne, z eno besedo. Ko eno srajco da on gor, potem Bi jo kar imel, jo ne? jaz prosim, da zvečer, da jo vzamem dol in ko se sleče, hitro operem in potem kurimo sred poletja še radiatorje, da se posuši in zjutraj ob 5 jaz slikam. Tako da imava zelo dolge pogovore, preden kaj drugega obleče. Zelo rad, to pa lahko kolegica, ki je bila danes z nama iz Bovca, potrdi, kupuje oblačila. In že 2krat nosit potrdi, da se je omara mu podrla. Ampak dobro, vsake tok cajta, zdaj tukaj le no, da skrivaj povem, da kaj vam dam, pa komu oddamo kakšno stvar. Si pa zelo dobro zapomni svoje stvari. In ko svako kakšno srajco nesem, Bog ne daj, da jo ima takrat gor, ko se srečamo. No. Tako, ja, ene stvari, rutina, ne, rutina je pri otrocih z Downovim sindromom, ali pa tudi verjetno pri marsikaterem otroku s posebnimi potrebami zelo, zelo pomembna, a ne. Točno mora vedeti naprej, kaj se bo zgodilo, kaj pa zdaj, ker se bolj varnega počuti. In ko je kakšna sprememba, recimo jutri, ko se vozimo v Tolmin, v njegov VDC, če greva po drugi cesti, ker je tukaj, ne vem, gneča ali pa kakšna zapora, potem ima dan pokvarjen. Ampak potem je pa zanimivo, ne, ko ga čakate v avtomobilu, se on nekako poslovi od VDC-ja in potem je vaš spet, ne? Ja. Ampak glasba je pa njegova, ne? Ja, Avto. ja, to pa je, ja. No, tukaj pa jaz zelo močno stiskam zobe in včasih grem z mislimi kam drugam. Ja, zelo rad ima muziko, narodno zabavno. Ima tudi obdobja, ko je še kaj drugega poslušal, zato je pri nas tudi na televiziji ne Golica in Veseljak. Ampak on uživa v teh stvareh in jaz sem se čisto odvadila gledati televizije in zato sem mu tudi hvaležna. No. No, mi imamo tu med nami je tudi Nik, ne, ki dobro igra harmoniko, kaj ne, Nik? Bravo, čestitam. Odlično. Čestitam. Ja. Čestitam, Nik. Res, znam. Težko je igrati harmoniko. Janek tudi kaj igra? Je včasih, ne? Ja, ima harmoniko, samo ni bil tako kot Nik, da bi se naučil. On igra in za njega. Kaj pa sosedje? Zdaj smo v hiši, sosedje Včasih so pa poslušali malce, ne? Ja, jaz sem jih poslušala. No. Kako pa ljudje, ko vaju srečujejo skozi zgodovino, ne, zdaj sam v zadnjih letih, reagirajo? Se obračajo za vama? Kdo pristopi, pa kaj vpraša? Kako pa vidva živita, ali bolj oddaleč opazujejo? Pa mogoče tudi kakšna neprijetna situacija, kdaj? Nesramnost?
vsega pravzaprav. V 32 letih, verjetno mi bo kakšna mama, tudi specialni pedagogi, ki ste verjetno klele, lahko mi potrdite, a ne tudi vas kdaj pogledajo malo navzkriž kdo. Naju tudi seveda, ampak mislim, da se čez leta človek tega ali navadi, ali pa odvadi, ali pa nekako, vsaj meni, no, je postalo pravzaprav že vseeno. Ker tisti dobri ljudje pridejo, a ne, in rečejo dober dan, pozdravijo mene in posebej pozdravijo Janeka. Meni je to tako strašno mi je ljubo, no. Ne, da ga tako vzamejo. Včasih tudi kaki da roko. Veliko ljudi je še vedno, a ne, je pa ki grejo tudi na drugo stran ceste. V vrtcu sva doživela, da je ena mama rekla svojemu otroku, ki je Janek bil v rednem oddelku vrtca, mislim, da je bil 4-5 leta star, na zdravje. Zdravje. Rekla, ne, 5 stran od njega, da se ne boš kaj nalezil, ali pa tako. Vse sorte je že bilo, jaz vidim te stvari, ampak nekako se mi ne zdi več vredno s tem ukvarjati, no. Hvala Bogu ali pa ne vem komu, pač v življenju je veliko ljudi, ki tako, jaz tudi govorica telesa, pa to se človek z leti ne nauči, tako dobrohotno pozdravijo ali pa vsaj dobrohotno pogledajo. Ne vem, mislim, da bolj to, da se ne ukvarjam več s tem, ker se mi ne zdi pomembno, res ne. Preden vas vprašam, zakaj ste napisali to knjigo, ne, poveva še, ne, da je ta knjiga povezana z eno bližnjo osebo obeh, ne, ki je žal ni več, ne, ampak to je pa knjiga, ki je narisal Janek. A ne da? Super. Tole je vse tvoje, ne? Poglejte, koliko so lepe slike. In tudi napisal je sam. Kako je nastajala ta knjiga? Ja. No, 5 let je zdaj od takrat, ki je umrl najin Vojko. Vojko ni bil oče Janekov, vendar je sprejel Janeka bolj srcem kot njegov oče, no, to lahko rečem, ampak dobro. In potem je nenadoma zbolel, zelo težko bolezen in je v 2 mesecih in pol bil tudi mrtev, umrl. In takrat, veste, smrt, ne, še za odraslemu je težko razumeti, ne, da zdaj nekoga pač od danes do jutri skoraj ni več dobrega človeka. In tako je Janek tudi, Janek ne zna povedati, težko mi je ali pa pogrešam ali pa kaj. K Vojkotu sva hodila v Ljubljano, v bolnico in tudi še zdaj včasih, ko se peljeva v Ljubljano, reče tam pejt, ne, Vojko je tamle, a ne. Čeprav greva na pokopališče in Janek ne razume, da je Vojko pač v grobu, sej tudi jaz včasih težko razumem. Janeku je bilo težko in takrat je še v Ljubljano hodil na Janeza Levca in je njegova učiteljica nekako zaznala to stisko. Skozi je pa poslušal to Modrijanovo pesem Vila z neba. Nik, poznaš? Vila z neba. Modrijani, a ne? Ja, vem. In potem je učiteljica, defektologinja, začutila in sta se začela pogovarjati in tako je nekako ta nastala knjigica Vila z neba. Jaz ne vem, kakšna povezava je bila to v njegovi glavi, ampak Janek res nikoli ni rad risal. Tukaj pa je po svojih sposobnostih seveda in narisal in tudi nikoli ni rad pisal, pa je tudi to napisal, a ne. In nekako mislim, da je to na nek način,
nekako pač preživljal tisto svojo stisko na tak način. Ne. In to eni defektologi, tako, ali pa veliko defektologov, to tako lepo zna speljati, ne, in tudi njegova učiteljica je zelo dobro to speljala. Sta pa znala, ne, se pocrkljati, ne, na kavču, ne. To pa ja, to pa zelo rabi. To pa zelo rabi. Kaj je vodilo, da ste začeli pisati te kolumne, pa potem, da je iz tega nastala knjiga, pa mislim, ne, da nastaja že druga tudi, ne? Ja. Zdaj, jaz, ko sem se upokojila, ne, pri 60 letih sem še več kot 40 let delovne dobe imela, jaz sem bila zelo pridna, sem šla hitro v službo, no. In sem razmišljala, kaj bi delala, vedno sem si želela pisati, pa nekako prej nikoli ni bilo časa, ne. In potem, še ko sem delala, so me z Jane vabili, če bi kaj napisala, pa nisem uspela, no. In potem sem začela s temi kolumnami in potem sem ugotovila, da ne, ljudje pač vsaki teden ne kupijo Jane, pač nekdo kupuje neke druge revije, nekomu se tudi ne zdi, ne, pač se ne navadi ali pač nima tega interesa. In se mi je zdelo mogoče zbrati vse skupaj, a ne, v eni taki obliki, pa mogoče kdo še vzame stvari v roke. Malo sem jih tudi dopolnila, pa spremenila, pa ta uvodni del, tudi Patricija Maličeva je uvodnik napisala, ali pa spremno besedo. Tako nekako, kaj se vem, da lahko več ljudi pride do tega, če želi, seveda. Ne. In ni jo treba brati od prve do zadnje strani, ampak se lahko tudi kje vmes, ne? Seveda. Zdaj jaz ne pišem samo in edino o Janeku. Marsikatera kolumna je bolj moje razmišljanje kot življenje z Janekom. Veste, vsak teden se ne zgodi nekaj takega, da bi vas zanimalo, bralce. Kakšen teden se zgodi kaj takega, da ne želim o tem govoriti, a ne, tudi Janek in tudi jaz, čeprav veliko povem, a ne, imava pravico tudi še vedno do svoje intime, a ne. Veliko je takih stvari, ki se mi ne zdijo zanimive, tako da včasih napišem tudi kaj takega, ko ni v zvezi z Janekom, ampak predvsem si želim eno stvar, a ne, to sem pravzaprav bil osnovni cilj, da človek, ki bo to pogledal, a ne, pa videl ali pa našel noter v stvareh, noter v tekstih, kakšne težke stvari, a ne, pa poglejte me, vse se da preživeti. Moram reči, da se je meni zgodilo res velikih stvari za 3 življenja, ampak vse se da preživeti. V življenju gre vedno tako, ko srčni utrip, ne, greš gor in pol te zabije dol in spet gor, ampak ko je enkrat ravno, takrat srce ne bije več, a ne. In treba je doživeti tudi težke stvari in jih preživeti, ker na tak način dobiš izkušnje in vedno je treba, zato ker če nič težkega ne doživiš, te pol vsaka najmanjša sapica lahko podre, a ne. Mi bi radi, da bi bilo skozi vse super, da bi se imeli fajn, da bi imeli denarja, da bi vsi nas imeli radi, da bi bilo vse tak, a ne. Ampak saj niti ne bomo vedeli, da nam je dobro, če ne bomo vedeli, kdaj nam je slabo, a ne. In polk iz tistega slabega nekaj potegneš, pa tudi če ne, a ne. Ampak vedno pridejo pol boljši časi, pa spet slabši. Pa tak je v življenju. No, Janek včasih tudi zboli, ne?
Zdaj pa verjetno težko pove, ne? Ja. To pa so težave. Ja, to je kar problem. Ne bi govorila zdaj o našem zdravstvu, ker vsi natančno veste, zakaj se gre. Se mi zdi včasih, da pri teh otrocih je še pa toliko težje, a ne. Jaz ga vidim, da je nekaj narobe, ampak jaz tudi ne vem. Razlagam zdravnici, pa reče, joj, to pa Downov sindroma, ne, pa gre na ultrazvok, joj, on ima malo drugače, veste, notranje organe postavljene, ali pa ima ne vem kaj, a ne. To je verjetno ena zelo, zelo, zelo huda stvar, da mora mama ali pa ata, ne, da ne bom zdaj krivična do staršev, do očetov, Bog ne dej, pravzaprav ugotoviti in če ni komunikacije verbalne, je treba pač pogruntati, ne, zakaj se drugače vede, kaj se drugače vede, nekako pogruntati, kaj bi ga lahko bolelo, a ne. Tako da to pa mene zelo, zelo, zelo muči in se jaz s tem zelo, zelo mučim in zelo mučim zdravnike, zato ker ne, da bi se kaj hudega zgodilo, pa ne bi pravi čas odreagirala, ampak lejte, to je res težko, a ne. To je težko. Včasih rečejo, ima pač Downov sindrom. Ja. Pa to ni odgovor, ne? Ima angino, ne? Ja. Tudi angino, ne, lahko, ne? Pač ti otroci, ne, imajo drugače nosne pretine in zadebeljen jezik, ne, in veliko krat prehladne bolezni pa to, ampak to ni zato, ker je pač Downov sindrom, ne moreš zdaj njega kriviti, ne, ampak treba mu je pomagati, ne. In potem, ko pride terapija, kako pa je s tableti? Je na ti? Ja, Janek jemlje recimo tablete za alergijo vsaki dan, ne. To lepo, zdaj se je že navadil, saj se navadijo, zdrobimo, pa v sladek sok, pa gre. Zdaj je v Tolminu, v VDC-ju, tam je tudi ženski spol, ne, niso samo moški. Kako pa je s tem? Da. Je kaj simpatij? Nek ima polhno, ampak ne v takem stilu, kot bi zdaj mislili. Lejte, otroci z Downovim sindromom, ne, imajo lažje motnje v duševnem, telesnem razvoju, zmerne težje, težke. Janek ima zmerne motnje, kar pomeni, da se s tem nekako pač ne ukvarjamo, a ne. Da pa ima polhno simpatij in da je najbolj srečen, ko gre z eno sosedo, ko gremo na sprehod in jo drži za roko, in v šoli ima polhno žensk in Marijo, ki ga objema, in Mojčico in Natašo in tako naprej, ko se zjutraj lepo objamejo in pozdravijo, da ne govorim na koncu o mami, a ne. Tako da ta ljubeznivost, a ne, oni potrebujejo ljubeznivost, da se jim odzoveš, primeš za roko, objameš, kadar rabi, se odzoveš, predvsem z dobro voljo, pa nasmehom, pa duhovito, pa smešno in nekako rešimo problem. Dejali ste, se objemamo, ne, ali pa se objemajo, ampak vmes je bil ta COVID, ne, ki je bilo pa tega malce umanjkalo, ne. Je bilo to težko? Ali so se vseeno? Janek je takrat se šele privajal na VDC, ko se je takoj, midva sva se pred 2 leti in pa pol šele čist preselila, ko sem se upokojila, preselila v Bovec. Tako da v VDC se šele je privajal, a ne. In
Midva smo pravzaprav na splošno zelo samozadostna, no. Še celo en mali vrt imava, da sva samozadostna in ta samozadostnost je bolj mamin problem kot od Janeka. Ampak, ko se je pa privadil, ko je to svojo rutino dobil, ko je spoznal svoje prijatelje, v VDC v Tolmin so ga izredno lepo sprejeli in izredno rad hodi. Tako da midva veliko hodiva, veliko se sprehajava, tako da mislim, da takrat niti ni pogrešal, zdaj pa že čez vikend pogreša svoje prijatelje, ko je dobil svojo rutino in se navadil na nje in tako, ja. Prej sta par besed spregovorila o tem, kako je, ko je Janek bolan, ampak včasih tudi vi zbolite, ne? Kako pa to Janek sprejema? Janek ne mara besede bolan. Če mu rečem, sem jaz bolana, si ti bolan, ga spravim v slabo voljo. Čeprav mislim, da če mu rečeš bolezen, on ne razume v tem smislu, ali ima nos zamašen, ali kašlja, ampak beseda bolezen mu ni všeč, tako da pri nas nismo bolani, Samo malo se dol uležemo, pa čaj popijemo, pa gre. Prej ste govorili že par besed tudi o našem zdravstvenem sistemu, pa tudi v naši državi, kako poskrbi tudi za osebe s posebnimi potrebami. Ste kdaj to kje primerjali z drugimi državami? Kje smo? Zaostajamo? Smo kje od spredaj? Odvisno verjetno. Ja, niti podrazno ne bi želela reči, da je pri nas slabše, kot je v drugih državah, verjetno pa prav veliko boljše, pa tudi ne. Zdaj je odvisno, recimo v skandinavskih državah, kjer je družba tudi drugače naravnana, tudi, ne vem, vsaj po mojih izkušnjah, protestantska vera in tako naprej in tako nazaj, ker je neka družbena klima drugačna, tudi drugačna družba, drugačne gleda na življenje, imajo pač tudi mogoče druge prioritete in tako. Je mogoče malo boljše, mi vsi se gledamo po Skandinavcih, kam Finci letijo, kam oni letijo, kam mi letimo, pa se zabijemo v prvi zid, ampak dobro, malo za špas, Finci letijo dlje. Mislim, da je relativno dobro poskrbljeno pri nas, čeprav manjka strokovnjakov, manjka logopedov, manjka fizioterapevtov, manjka zdaj čedalje več specialnih pedagogov, učiteljev, koncu koncev, tako da mislim, da imajo starši kar težave, da v prvem obdobju otroka, da mu res nudijo, kar potrebuje. Takrat nepredšolsko obdobje je enako za otroke s posebnimi potrebami najbolj pomembno. Takrat se v bistvu razvije največ te podstati za kasneje v življenju, ker takrat so možgani tudi najbolj plastični in takrat je pa tako v življenju. Starši imajo probleme sami sabo, kako se izkopati iz tega, kaj bo zdaj, kam se obrniti. Strokovnjakov ni dovolj, tako da je staršem res težko in res rabijo podporo mnogih ljudi, koncu koncev tudi sosedov in vseh. Je pa tudi res, da
ko včasih slišim koga odločevalca in reče, super je pri nas, a ne, lahko bi bilo še kaj boljše, je pa super smo, ne, je tem otrokom, ali pa super pogoje imamo, to pa tudi ni res, a ne. To pa tudi ni res. Je tudi res, a ne, da starši, kot sem jaz, ker sem bila defektologinja, ki se je rodil, ker sem se znala okreniti, sem si znala najti pomoč in tako, da mnogo staršev, živela v mestu, kjer je dostopnost bistveno boljša, da mnogo staršev, a ne, niti ne ve, kam se naj obrne, a ne. In je res tudi, to pa verjetno tudi drugi ljudje so že kdaj občutili, ne samo starši otrok s posebnimi potrebami, da so neke pravice zapisane nekje, Pa zanje ne vedo. Pa zanje ne vedo, pa jim tudi nihče ne pove, a ne. To se mi zdi pa najhujša stvar, kar se lahko zgodi, a ne. In kdo so tisti, ki bi morali povedati? Vse vejo, ne, kakšne so družine, ne, da v kakšni družini žive otrok s posebnimi potrebami. Ja. Socialna služba, Ja, zdravstvo. večinoma so to socialne službe. Bi lahko poklicali pa povedali, Ja. tole pa tole tudi, ko ti pripada, starši ne, pridejo, lahko a izkoristiš. pa rečejo, ne, kaj pa to. Sej, ne, če vprašajo, a lahko dobim to, lahko dobite še kaj drugega, to pa ne rečejo, a ne. To se mi mora zdi sam tako. znajti, ne. Ja, ampak se je težko, veste, ta pri nas imamo, meni se zdi že vse uzakonjeno, do zadnjega diha vsakega človeka, tako malo včasih imamo občutek, a ne. In, ampak življenje je drugačno, a ne, vsaki dan ne morete vi spraviti not ven zakon vsega na tem svetu, ne morete. Jaz vem, ko sem delala kot ravnateljica, že za vrtec so bili zakoni, ki so en drugemu skakali v zobe, torej, če si enega upošteval, si pa drugega kršil in na koncu je bilo že pravzaprav mi skoraj vseeno. Nisi mogel delati več pošteno, a ne, ker če si nekaj upošteval, pa si ga drugje biksal, a ne. Tako da ta zakonodaja, a ne, ljudje niti ne znamo brati zakonov, jaz tudi ne. Se mislim, da je tudi sami ne, tisti, ki Ja. jo pišejo, ne. Ja, lejte, tisti, ko pišejo, natančno vejo, tisti, ko sprejemajo, ne vejo, kaj delajo. Ampak v drugih državah recimo uvajajo zakon, da morajo zakon, ko ga sprejmejo, spraviti v tako obliko, da bo ljudem razumljiv, torej razlago zakona morajo narediti, tako da ga bojo ljudje razumeli. Kaj pa to? Iz pravnega jezika. Manj zakonodaje, pa več srca. Igor, kje pa? Igor, kje si zdaj to najdu? Vem, ja, lejte, pač ti čas pa kapitalizem ali pa karkoli dobičkarstvo in tako naprej, nič ne upošteva srca. Čeprav človek ima svoja čustva, ki za državo nimajo nobene vrednosti, socialno okolje, samo tisto, kar lahko v materialu prispevaš državi, to država ceni. Janek bo težko kaj državi prispeval, lahko bi pa prispeval, pa jih naučil, tako kot vsi ti otroci, malo poštenosti, malo tiste prvobitnosti, lahko bi, človek je čustveno bitje, lahko bi jih naučil, kako se naj veselijo česa, ne denarja, ampak lepega dne. Ampak to niso materialne vrednosti in tega država ne rabi, rabi dobiček. In moj Janek ne bo nikoli davko plačeval, zato ga država prav posebej ne ceni. Ja. Kje pa si vidva napolnita baterije? Zdaj, jaz vem, da Janek rad plava, ne? Ja. Bolj korajžen kot mami, ne? Bolj korajžen, ja. Jaz moram dno čutiti, on pa ne. Zdaj ne vem, ali tako dobro zna plavati, ali je pa tako korajžen, da mu je vseeno.
Ne, vedno se reši, samo mene vedno skrbi, da mi bo ušukam. Midva zelo veliko hodiva, zdaj Bovec je en taki lepi kraj, tako noter v eni luknji, kam pogledaš, so lepi hribi, lepe potke, reka Soča in tako, midva zelo veliko hodiva, nabirava pavškove hišice, delava van pol malo venčke, pa takole, Janek jih umiva, malo se pod grmom plezava. Nekako tako smisliti, a ne, stvari, da ne hodiva sam na sprehod pa gledava v luft, ampak tudi, da se nekaj dogaja, a ne. To se mi zdi pomembno, a ne, da ni vse tako avtomatizirano, ker Janek, on bi pač šel, a ne, in bil v glavi s svojimi mislimi, tako pa malo še kake druge stvari razmišlja zraven. To delava, kaj še delava? Veliko bereva, to pa res. Res pa je, da je rutina tudi pri knjigah, tako da midva pol leta bereva eno knjigo zvečer, a ne, tako da in to s takim tonom, kot ta prvič berem, a ne, in če ne preberem s takim tonom, kaki dvogovor, me pogleda, ne, če že spim slučajno zraven ali kaj. Drugače imava pa midva, jaz uživam tole, ko gledam, midva imava na podstrehu zelo veliko knjig, ker jaz jih še vedno kupujem. In moram tukaj priznati, da nisem vpisana v nobeno knjižnico, niti v Bovcu, ampak knjige kupujem. Še vedno, ne? Ja. Ne preko elektronskih aplikacij? Ne, to sploh ne, ali pa da bi šla v knjižnico, ampak jaz jih kupim in potem meni je lepo imeti knjigo v roki. Dejali ste, hodiva, ne, se pripogibava. To pomeni, da Janek nima tisto, kar imajo nekateri, ki imajo Downov sindrom, včasih malce bolne kolke, ne, poškodovane, ki sklepi težavo, tudi s srcem, ne. Torej, tu je šel mimo? Ali delate na tem, da ne vem, kako je s tem? Ja, je to bolj prirojeno? Veliko otrok z Downovim sindromom se rodi z prirojenimi srčnimi napakami in potrebujejo tudi zelo hitro kakšne operacije in tudi kasneje imajo težave. Janek je relativno zdrav, zdaj to, kar vidite, te gibljive sklepe, a ne, ravno sva se pogovarjala prej, Janek po turško zna spati, a ne, jaz ne. In se mu nikoli ne zaspi nič, a ne. Janek ima zaradi Downovega sindroma tudi bolj gibljive sklepe, kar pa, Igor, ne pomeni, da v starosti ne bo imel težav s kolki in tako, a ne, to upam, da ne, a ne trkam, ampak upam, da bo čim boljše. Je zdrav, vendar je star 32 let, a ne, in če bi zdaj šli gledat, pa meriti njegove kosti, niso stare 32 let, ampak že malo več, a ne, in se tudi stara, tako kot jaz, in tak, no. Rad pa tudi kaj dobrega poje, ne, ko sem vas jaz vprašal, da bi mu rad eno darilo dal, ne, ste rekli, šoferski sendvič, ta veliki, ne, na Petrolu. Ja. To je to. Ja, lejte, to je njegova najljubša jed. In on si tudi za rojstni dan si ne želi mopeda ali pa tort, ker ne je sladkari, ampak jaz sem povedala po pravici, da ima najrajši šoferski sendvič s pumpe Petrolove, evo, in to si tudi dobil, te čaka tamle sendvič. A si vesel? Mislim, da. Ja, ima najljubše jedi, ampak to je recimo ne pica pa sendvič, ne, ampak je tudi vse ostale jedi, posebej pa dosti poje surove zelenjave in sadja, čeprav mu ni videti, tako da
ne misliti zdaj, da ga jaz pojetram samimi tortami, a ne, ampak to pa je pač presnova drugačna, ne. Dragica, včasih smo rekli za koga, ki ima Downov sindrom, da je mongoloiden, ne? Zakaj smo to rekli? Mislim, za Downov sindrom niti nismo vedeli, ne? Verjetno zaradi oči. Ja, prvi, mislim, vsi otroci pač z Downovim sindromom, ne, imajo tukaj nosno kost drugačno in to očesno gubo, zato imajo oči, kaj ne rečem, malo poševno, ne bom zdaj njega gledala, ne, ampak takrat, ko so se rojevali in se še ni vedelo, da gre za kromosomsko anomalijo, so bili podobni Mongolcem, ljudem iz Mongolije in tako so pač ratali mongoloidi. Zdaj seveda se teh imen ne uporablja več. Mimogrede, je to za vas žaljivka, če kdo to reče? Za Odvisno kako, ne? Za mene ne, za njega je žaljivka, verjetno, a ne. Tudi za njega bi bila žaljivka, če bi on razumel jo, a ne, da je prizadet, a ne, da je down, a ne. Zato, ker ni nič od tega. Ker prvo je človek, a ne, oseba, otrok, človek, a ne, z neko pač posebnostjo, on je pač z Downovim sindromom, a ne. Drugače pa je v prvi vrsti človek, tako kot vsi ostali, a ne, to ni nič takega. In tak je treba te besede, no, sej, bili so že, a veste, v zgodovini idioti, imbecili, vse živo, ni da ni, a ne, pač ljudje rabijo neke besede, neke označbe, da enoznačno mislijo na to, ampak mislim, da je vseeno, da mislijo na koga, a ne, vseeno je humano, da se poudari, da je prvo človek, a ne, oseba, otrok, pač z nečim, a ne. In da smo mi tudi človek, ne? To je pomembno, ne? Ja, da smo mi človek, da do njih sprejemamo tudi druge, ne? Tako. Ta knjiga je šla pri založbi Primus, ne? Ja. Tam se dobi, ne vem, ste kaj sabo prinesli? Eno ste podarili v knjižnico, eno meni, ne? Ja. Bo tudi naslednja šla pri založbi Primus? Ja. Imate tudi radi rutino, ne? Niste iskali drugega založnika, ne? Ne. Ja, jaz ne vem, zdaj sem se jaz od njega navadila, ali on od mene, ampak bolj sva stara, bolj sva komot. Jaz tudi. Jaz se vama zahvaljujem za vse, kar ste vi povedali, pa zato, da je bil Janek ves čas z nama. Janek, hvala. Hvala. Res hvala vsem, ki ste prišli. Zdaj boste pa lahko kaj vprašali, no? Če še koga kaj zanima. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.